Run. One Republic so tole natanko 9:30 in v najni družbi pozdravljamo Mirana Rudana. Čau, ne bom rekel dobro jutro, dober dan. Ful lep dan je odzuni. Sam je res. Sam mi ga imamo jutro do 10. Ja, sam tak. povem. Dobro, super. Ajde, malo so se ure spremenili, ampak mene to ne gane. A te kje ura, ko se zdaj predstavlja? Imaš kakšne težave? Ja, vedno sta mi bolj všeč, kot bi mi bila verjetno predstavlja ure. Hvala, bivši prijatelj. Yes. Miran Rudan, zdaj cel kup dogajanja, od Medene se Miran Rudan pojavlja v drugačni obliki, pop dizajni so šli malo stran, zdaj je prišel indizajn, da malo razloži to zgodbo, ki se je zgodila. Bom na hiter, vse tukaj ni nobene matematike. Kadar dejansko v bistvu stvari ne grejo, potem moraš enostavno se usedeti, si daš nek načrt, pa vidiš dejansko v bistvu, da vsi niso za to s tabo vred in potem si daš lepo roke, pa si rečeš tako. Ok, vi ostanete tako, kot je, mi dejansko v bistvu gremo naprej, tako, kot smo že imeli začrtano pot in enostavno ostane tako, naprimer, ne. Z mano so odšli tudi, bom rekel, več kot polovico iz starejšega benda, kot, bom rekel, pod imenom Pop Design in enostavno je nastal Miran Rudan InDesign, naprimer, kar so se ga tiče skupaj InDesign, ampak samo zaradi enega preprostega razloga. Zakaj bi ljudje prepričevali samo z Miranom Rudanom, ne maram jaz tega kot prvo gor, naprimer, da je to napisano, raj sem človek, ki sem nekako v skupnosti, raj se družim zdaj z vama, pa da sta vedno nekje druge, pa smo da za sama, da tukaj debatiramo. Miran Rudan in Janko in Šuši. A veš, ne gre drugače. Evo ga, točno tako je. In tukaj imam jaz, bom rekel, mi je velika, bom rekel, čas samo ta, da enostavno dobil sem dva mlajša člana v bendu noter, to je Maj Vlašič, sin od, bom rekel, mojega kompozitorja, naprimer, ne, Matjaža Vlašiča, in pa Miha Recla, naprimer, enega izrazitega dobrega bobnarja, perkašonista, vse zveni tako, kam ima za bit, to traja že 1 leto, noben me ne sprašuje, če je kaj narobe, zaradi enega preprostega razloga. Probaš biti boljši, ampak tisti, kot si dejansko bi so že takrat delali stvari. Moji bivši so si pa želeli pop dizajn izpred 30 let in enostavno, jaz jim to želim, lepo smo se razšli, ni bilo nobenega prepira in enostavno tako je nastalo vse skupaj. Dober logotip imate zdaj, samo to, da veš. Hvala lepa. Ja, Medena je bila prva, ki je udarila, zdaj po Lauri, ker če gledava 21 let nazaj, misli, da je Laura bila. Takrat je bila Lauromanija. Ja, res je. Najbolj prodajan album v srce tudi, še dan danes, odkar obstaja Slovenija, ampak ne vem, ljudje, rad grem do roba prepada, rad razkiram včasih, rad dejansko v bistvu gledam stvari totalno z enega drugega kota, prej se pozanimam tudi z vama dvema, naprimer, marsikaj sem danes novega zvedel, ker si bom zapisal na telefon, ne? Gospodična Vlašičeva mi je marsikaj povedala. Ono, da ti ne sme več iti na jetra, ne? Ne, pa samo ena je to, bom rekel, vsaj 3 so take. Tako sem. In jaz to dejansko bi vse na drugačen način, ampak kadar to tudi delaš, res imam svetovno ekipo muskontarjev, vsega tega, to pomeni, da Miran Rudan je na koncu pika na i, tudi Miran Rudan dela zgodbo, pa tekste, vse skup naprimer, ampak najbolj ki je dobesedno tukaj pika na i, so normalno ljudje. Ampak če ti delaš tekst 6 mesecev, to pomeni ne, zgodbo narediš veliko prej, ampak potem mečeš črke, dodajaš vejce, dodajaš vse skupaj. Tako je nastala Medena. In Medena, bom rekel tudi, sej si želiš kot muskontar, da bi pa to eksplodiralo, samo ta Medena je res ubijalska, tako da bom jaz tudi rekel včasih, ali pa dostikrat pridem kot presenečenje na ohcet, pa moram ta komad prvega zaigrati. To pa je romantična prevara, ki pa zgleda, da tudi v letu 2022 je izredno moderna. Bodimo si pravični, ne, in po pravic povemo, ja. Romantična prevara na ohceti. Točno tako. Zgleda, da je lep komad, ki si ga pa ljudje razmišljajo na drugačen način, ampak ta besedilo je tudi res tako narejeno, o čem sem govoril prej. Delaš 6 mesecev stvari, ki bi bile dosegljive za vse ljudi. To mi zaenkrat ratuje, hvala in upam, da bo tako še naprej. Kaj pa laži mi, to je zdaj ta nov singl, koliko časa je nastajal? Tudi 1,5 leta, zdaj bom povedal na hiter. Nekako sem sedel, mi hodimo v ene apartmaje, malo izven Paga ven, gledaš proti Ninu njihovem in mene tisto me nekako, ne vem, tako romantičnega me dela pa žalostnega, naprimer ta pogled proti morju, ne, en lep plac je to iz vrha in takrat sem nekako začel s to zgodbico, da bom pa to probal razložiti na malo drugačen način, pa se pa začelo pleteti, ni samo to moj dogodek, ni samo to moja stvar,
stvar v tem delu zgodbe noter, ampak od vsakega. Zaradi tega sem tudi izredno pazil na dobesedno nekatere črke slovenščine, zaradi enega preprostega razloga. Zdaj, če me boste vprašala, bom mogel odgovoriti, če me pa ne boste, bom mogel pa jaz dobesedno to razložiti, naprimer, ne. Gospodično Vlašičevo, naprimer, zdaj, ko me gleda, bom rekel tako, zdaj pa ti si srečna, mar, ne? Seveda. Laži mi. Yes! Premierno, čeprav jo že imamo v rotaciji, ampak vrtim to novo pesem Lažeš mi, Miran Rudan. Ljubezen je meni sveto pismo, poslano iz neba. Pa včasih skrito je na ključe, ki res ne vidiš kam. Do takrat bilo je vse kot iz pravljice, še me tučki nežno božajo te. Vse izgleda kot pošiljka iz raja, a bila je le beseda izdaja. Lažeš mi, gledaš oči, lažeš mi, ker takšna pa si. In mogoče ti še kdaj odpustim, ampak ne oprostim. Le minuta je včasih dovolj, da nekaj lepega uničiš takoj. Res prehitro se včasih izvem, varala me, zdaj pa ti si srečna, mar ne? Ljubezen včasih prime in spet mine, od srca. V njej pa včasih skrito je na ključe, ki res ne vidiš kam. Do takrat bilo je vse kot iz pravljice, še me tučki nežno božajo te. Vse izgleda kot pošiljka iz raja, a bila je le beseda izdaja. Lažeš mi in me gledaš v oči, lažeš mi, ker takšna pa si. In mogoče ti še kdaj odpustim, ampak ne oprostim. Le minuta je včasih dovolj, da nekaj lepega uničiš takoj. Res prehitro se včasih izvem, da si varala me. Lažeš mi in me gledaš v oči, lažeš mi, ker takšna pa si. In mogoče ti še kdaj odpustim, ampak ne oprostim. Le minuta je včasih dovolj, da nekaj lepega uničiš takoj. Res prehitro se včasih izvem, da si varala me. Zdaj pa ti si srečna, mar ne? Zdaj pa ti si srečna, mar ne? Zdaj pa ti si srečna, mar ne? Zdaj pa ti si srečna, mar ne?
Srečna, absolutno. Absolutno, sploh imam 2, ne samo enega. Imam 2. Miran Rudan je z nama in nov singl smo predstavili ravno kar z naslovom Lažeš mi. Bravo, Miran. Veš, da, Kaj mi lažeš? prvič sem ga slišal zelo po tokem cajtu na slušalkah. Dober sound. Dober zveni. Ne, res. Dobre slušalke imate. Jaz sem eno vprašanje, ko sva se glih prej pogovarjala o hitih oziroma uspešnicah. Koliko te košta, da narediš eno tako uspešnico? Jaz bom rekel ogromno, ampak to so živci tvoje, bom rekel, včasih sprenevedanje, včasih dejansko v bistvu, da je že vse skupaj rešeno, pa na koncu je to. Bom rekel, tudi v samih evrih imamo še evre, niso še ukinili, ne? Niso še. Bom rekel, je to kar velika zadeva, ampak v bistvu manjša, zaradi tega tudi vedno mi delate zelo uslugo, da ste me povabila na intervju, dejansko v bistvu, če ne bi mogel to plačati jaz, naprimer, na nekak način. To pa pomeni, zdaj pa že spet pletamo vse skupaj tudi, da so res dobri moskontarji, polovico, bom rekel, jih je tudi tujcev, nam tujcev, zdaj drugače zelo blizu Zagrebčani, naprimer, ne? Ampak na koncu bom rekel, nekdo ti potem reče tako, vidiš, dal si zraven še tisto in tisto, kar pa drugi mislijo, da niso pomembne stvari, ampak jih moraš plačati. Denar je dejansko v bistvu sveta vladar, naprimer, ne? Ampak še zmeraj bom rekel, ne morem zelo reči te vsote, naprimer, ni pocen, ni drago, ampak meni, wow, do neba. Neprecenljivo. Neprecenljivo, Okay. lepo si rekla. Pa še eno stvar. A ti imaš 2 vprašanje? Jaz imam 2 vprašanji. Banda Hudičeva. Miran, pršel si, ko si pršel, se je kar zasvetlo. Tuk si spoliran namreč, ne? Dej povej, kolikrat na teden pa greš ti k frizerju? Mislim, ka vidim, da si frišen. Nobenkrat, zaradi tega, ker Miran Rudan ima tudi SP frizerje, drugače. Imam dobro mašinco, imam dober žile, imam dober dejansko v bistvu gel in to naredim fantastično Škoda, da me nisi vprašala, že prej bi danes dobesedno zjutraj, ker sem začel tako. Bi naredil before pa after? Tako, ja. In bi preštel, naprimer, bi dal tudi štoprco, naprimer, koliko cajta. Ampak ni dosti cajta, enostavno je pa to naporno, naprimer. Mislim, da je meni tako lahko, naprimer. Pravi, ti to vsak dan poliraš? Skoraj vsaki dan, naprimer, zaradi tega, ker tistih par las gostih, ki je ostalo gor, to je 2 ure, 3 ure, naprimer, striženje. V bistvu, časih ste bili vsi čupoti, ne? To se Pusti spomnim. včasih. Ti si še zdaj. Ti si čupavi dlaka. Ne, hotel sem samo vprašati, vem, se začne pojavljati pleša, to je skoraj normalen pojav, ne? Ni pa bolezenskega značaja, da imaš ti zdaj brez las. Ja, je bolezenskega. Nimaš alopecije, ali kako se že reče. Hujše, psihična bolezen. Ja, psihična bolezen. Ja, to je groza. Danes sem gledal na Oskarjih, so se stepli, ne, zaradi tega. Ja, Will Smith je šel, pa je Chrisa Rocka focno, zato ker je rekel, da je njegova žena pač, G.I. Jane, ker ima pobrite, ima to bolezen in mi spadajo lasje in je šel gor, pa mu je foco stisnil, voditlu. Je rekel, ne omenja več moje žene. Bravo, ja pa dobro, no, tak je cajt, naprimer. Pa ne, sej veš, kak punce v bistvu vedno imamo rade, ne, visoke, pobrite, nabite, ne. Tako da po mojem, on se upada s tem, veš, na račun oboževal. Kaj gospodična Vlašičeva zdaj, ful dobro se je spomnila celo tako. In to je moj odgovor. Praktično, in pa kadar hočeš imeti malo več publicitete, moraš tudi to začeti delati, naprimer. No, zdaj vemo, kaj štampa, da. Nehite govoriti, ker bom kar nadaljeval z muziko, ker je vse tok medeno, da je kar medena. Ajde. Lepega kot angela, ob njej pa velik je napis zasedena, bila medena je res za objed in usnice za umret. Ne more se upreti, tudi če hotel bi, mi zlezla je pod kožo, da srce zaboli. Bila medena je in prelepa za dva, najbolj srečen, kdor jo ima. Za umret sem želel si poljuben in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, da delim si te še z nekom. Za umret sem želel si poljuben, na robu prepada s teboj.
zasedena, bila medena je in prelepa za dva, najbolj srečen, kdor jo ima. Sam umret sem želel si poljube in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, da delim si te še z nekom. Sam umret sem želel si poljube, na robu prepada s teboj. Vem, pristal sem na vse te prevare, ker še vedno delim te z nekom. Sam umret sem želel si poljube in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, da delim si te še z nekom. Sam umret sem želel si poljube, na robu prepada s teboj. Vem, pristal sem na vse te prevare, ker še vedno delim te z nekom. A ne zasluži si to. Medena, Miran Rudan. Ja, smo rekli o prevarah, govori pa v bistvu na porokah najbolj zaželjena pesem. Čakaj mal, Kako čakajte mal. zanimivo. Miran Rudan, čakajte mal, ne nadaljujem, ker je to Se zapleteno. bom pripravil. Okay, Ja, ker je zapleteno, ne? Zelo. Ker Miran Rudan je tudi koruznik, to moramo povedati. Kaj? Ne? A ja, vem, zdaj preveč si bral, ja, ok. Ajde, okay. Anita se piše Rudan, Ja, ampak samo zato, ker je želela tak priimek si spremeniti. živa resnica. Ampak 14 let sva medva skupaj, govoriva, naprimer, čisto spontano je prišla ena slikca, da sem jo mogel zafehtati sred cerkve, to je bil Ja, Dornberg na Dornberg. Primorskem. To bom tudi naredil v tem letu in enostavno, pa jaz mislim, zakaj pa ne. Jaz sicer bom rekel tako, kot človek, dober, meni porokavno za žensko, je pa to nekaj tako svetovnega, lepe slike, lepa garderoba, dobra žurka, ampak probali bomo na najbolj lep način v tem času to narediti. Da ne bo kdo sprašoval po kakšnim harmonikah ali pa kaj takšnega. Ne. Niti približno ne. Sami gosti si bo lahko izbirali tudi musko, da jih bom prej vprašal, kakšno zvrst muske, dobrega DJ-ja, dobro vse skup in tako bomo delali. Otvoritvena pesem me zanima, ta Vse si ples. povedal, Katera kje pesem bo? Bo Medena? Ja. O, zdaj me dražta za znoret. Eno leto boste imela čas, ko se bomo že spet videli, verjetno, da se bomo kje v vašem lepem celju videli kje na kavici, ampak moj naslednji komad je že nekako v glavi, tudi melodijo od Vlašiča sem že dubo tudi, naprimer. Res neki sentiš, modern, ampak res modern. Naslov bo pa Še nikoli nisem videl lepše kot si ti. Wow. Kar vroče, kar vroče. Izdana skrivnost, ja. V bistvu ni skrivnost, rekel sem ne. Lahko bi že tudi v tem letu to naredil, ampak glede na to, da je bila Medena ful preveč romantična, ritemsko in tretjo sem rekel, zdaj pa dejansko bi se rabimo malo bolj pompozen ritem, zaradi tega smo šli na Ampak Vlašiča. če si Oprosti. rekel sentiš. Oprosti, da uskačem spet noter, zato, ker okoli te Medene se še mal vrtim. Ne, ne pisati toliko dobrih komadov, zaradi tega, ker zaradi te pesmi si imel tudi za Anito težave, da neki dni ni govorila s tabo. Ja, bilo je 14 dni, ampak bom rekel, če se on je prvič skril. Ključnih je 14 dni. Nisem niti razmišljal o tem, ampak dobro si vedel. Ampak največja fora je bila tukaj, ona nikoli ne pregleduje teksta. Jaz dejansko v bistvu to držim v enem bloku, ampak vedno ga spremenim. To je en kupček teh mičkenih zvezkov, naprimer, in ona je šla enostavno pregledati to. In tako se zelo, ona hitro naredi svojo slabo voljo tudi za kakšne stvari, ki jih ne more potem dokazati ali pa ki jih samo vpraša. In tukaj je samo vrgla mi, bom rekel, ne tisto pred mano blokec, ampak enostavno je rekla, to je sigurno tvoja fora originalna. Je rekla, slejka prej bom zvedla.
pa mi ni bilo jasno takoj, kaj je, pa je pa rekla, se sem pregledala, pa tega ne delam nikoli v življenju, tokrat sem pa šla pregledati, kaj toliko cajta mučiš sebe, pa celo familijo s tem tekstom, da dejansko bi se zbujaš ob 2 zjutraj, ob 3 zjutraj, ne, in 100% da je bila kakšna druga povezava, potem pa je enostavno to popustila, videla je, da dejansko bi se to že spet zgodba in enostavno danes smo še zmeraj skupaj. No, saj to, lepo. Se pravi, Miranu se ne brska po sporočilih, ampak po besedilih. Točno tako, res se je zgodilo. Ja, no, ne bomo več vrtala vate. Lahko, ni nobenega problema. Cajt je zmanjkalo. Škoda, pa toliko stvari smo imeli še za povedati. To sam res. To je v bistvu zdaj neka naloga zate, da prideš spet kmalu nazaj, da nadaljujemo. Kmalu, enkrat na leto, upam, da že malo prej glede na to, bom prej prišel zaradi tega, ker definitivno v tem letu smo rekli, da bomo izdali Miran Rudan in Design ploščo, to pa so vse tisto, kar se je dogajalo v zadnjih 8, 9, 10 letih, jaz pa Vlašič, pa tudi Štibernik, pa zdaj Tomec, naprimer kot aranžer, reci, da si moja, nisem ti verjel, norco podoben, vprašaj me, kako živim. Bom rekel, ogromno teh stvari je ratalo, v teh mislim, da je 10, je glih lažeš mi in mislim, da nekako na en prijeten način, bom rekel, glih v radijske postaje, da to se ne bo dalo kupiti, ampak ljudje bojo to lahko zbrskali in dobili nekako v kombinaciji nas in vas. Dal bomo eno mičkano naklado, ampak mislim, da je prav, da vse skupaj to združimo in da enkrat dejansko v bistvu ne zaključimo to, ampak enostavno morajo to ljudje imeti. En izvod, prosim. Ja. Mislim, da boste imeli več izvodov, ampak nekje v jeseni se bomo spravili na vse skupaj to in upam, da bo tudi ratalo. Ne? Ni tukaj cena nobena, naprimer, ne, ampak vsekakor ste vi med prvimi, ki boste imeli to tudi za sebe. Miran, hvala lepa za obisk, pa kar tako naprej ga pelte koga. Hvala vam, tudi z vaše strani bom rekel, vi samo voste, tako kot je, dostikrat vas poslušam, ker grem mimo vas in vsekakor bom rekel nam in verjetno vsej publiki pokažete vedno zanimive nove stvari. In tudi, hvala Bogu, da vas včasih poslušam, ker tudi, čakaj malo, če ne bi lahko padel tukaj v kakšen radar, naprimer. Ni samo muska pomembna, naprimer, na Radio Fantasy. Miran, hvala, srečno vožnjo, pa se slišimo. Čau. Laure ni več, odšla je druga, Laure ni več, odšla je stran. In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj, ljubim jo še, a vem ne zakaj. Mi manjka njena topla dlan, zastaja mi dih pred njo. Boli me, a tega ne ve, Laure ni več, odšla je drugam, iskati v tebi jo ne znam. Počutim se sam in nič več ne spim, verjemi se, to si ne želim. V posteli je vse lahko, sanja spet misli na njo. Premagati solze ni lahko, če hočeš, da se ljubiva nocoj.